Lep dober dan želim. Že leta in leta se na slovenskem medijskem in političnem parketu pogovarjamo o zaupanju, kredibilnosti in odgovornosti oblastnikov in politikov nasploh, ki bi nam radi diktirali svoje smernice, a potem nekateri sami padajo na izpitu iz osnovnih načel. In ta teden je bila vnovič učna ura za to. Šef Pozitivne Slovenije je v kazenskem postopku v zadevi Mercator, sodna preiskava je postala pravnomočna. Dokument davčne uprave kaže, da se je 400 tisoč evrov denarja Ljubljančanov prelilo v podjetje KLM Naložbe Zorana Jankovića, do podjetja Baza Dante, pri katerega se je pretakal denar, pa je lastnik zemljišča, ki se mu je za nekaj 10-krat povečala vrednost, potem ko je Ljubljana pod vodstvom župana Jankovića spremenila namembnost. A kar je bilo ta teden morda drugače od afer pred volitvami, je tudi to, da je Janković pred kamere stopil le enkrat, potem pa očitke na splošno zavrnil v pisni obliki. In če je imela torej Levica doslej argumente in očitke zoper desnico, da tolerira šefa SDS-a Janeza Janšo, ki je obtožen v zadevi Patria in je bil tudi v izjavah do našega sodišča že precej nespoštljiv, pa je zlorabe položaja zdaj obdolžen šef največje opozicijske stranke. Pod črto torej oba, premier Janša in Janković, sta v kazenskem postopku. Spoštovani gostje, pozdravljeni, dobrodošli. Gospod Möderndorfer, vi prihajate z Pozitivne Slovenije, gospod Janković je že ta teden enkrat dejal, gre za politično gonjo zoper mene. Morda veste, kdo konkretno ga preganja? Glede, v vsakem primeru imate žezlo v roki mediji, namreč vi ste tisti, ki pravzaprav poročate. Danes ste seveda povedali, da na samem začetku, da se je pojavil samo enkrat v tem tednu. Vendar v tem tednu, ne vem, zakaj bi se pojavil dvakrat ali trikrat, se pravzaprav vsak dan ponavljate eno in isto. Spomnila bi na dogajanje pred volitvami. Takrat spomnim, bile so tudi afere, ampak ta teden mislim, da se je pojavil v torek, potem je po sredo prišla ven informacija, da je sodišče začelo, v bistvu, da je pravnomočno postala sodna odredba, kar se tiče Mercatorja. Potem pa ni več pred kamerami nastopil. Sveda, lejte, vi ste včeraj vsi mediji dobili tudi pisno obvestilo in zraven še tudi pismo ugotovitev teh podatkov, ki so bili pravzaprav dani iz davčne uprave, za katere mi še danes pravzaprav niti ne vemo, ali so pravi podatki, glede na to, da piše, da gre za delno poročilo in pravzaprav nihče ga jih pravzaprav tudi ne more komentirati. In iz tega naslova moram reči, da se ta hip, lahko rečem samo eno, odvija dejansko, bom rekel, neka razsodba in gonja proti našemu predsedniku iz enega preprostega razloga, ker se ga hoče na nek način javno linčati. Vendar jaz sem prepričan, da bo čas... Kdo ga želi, oprostite, da prekinjam, kdo ga želi linčati? Kaj, politika preko medijev, kdo ga želi linčati? Glede, tisti, ki so poskrbeli, da je ta dokument prišel do medijev, verjetno sami vedo, kaj so s tem želeli doseči. Jaz sem sam prepričan, da seveda, če bi davčna uprava imela tehtne argumente in po napovedih, kot berem in poslušam, jih ima že od septembra in objavljajo, nekateri so vedeli to že celo januarja, že eno leto čakamo, da bomo dobili končno to neko končno poročilo. Davčno upravo seveda sprašujemo, ali ima kakšne podatke, da bomo končno vsi vedeli, o čem pravzaprav govorimo. V resnici pa ugotavljamo, da že cel teden se tisti, o katerem se ga kar naprej obsoja, ne more niti braniti, ker niti ne ve, proti čemu naj se brani in kateri so tisti pravi argumenti. Ko govorite o politični goni, gospod Tonin, vi prihajate iz koalicijske Nove Slovenije, seveda gre tukaj puščica v koalicijo. SDS, Nova Slovenija, vse stranke znotraj tega. Sprejmete ta argument gospoda Möderndorferja? Jaz bi spomnil kolega Möderndorferja, da so pred volitvami zelo velikokrat poudarjali, da se predsednik vlade nespoštljivo obnaša do državnih institucij. Jaz bi zdaj opominjal, da točno to delajo oni, ker govorijo o politični gonji in podobnih stvareh, ker ni več pomembna vsebina, kaj je Janković storil, ampak zakaj se je to javnosti predstavljalo. Meni se ne zdi gonja, jaz ne vem, zakaj se gospod Zoran Janković ne more braniti, če obstajajo konkretni podatki, da je za neko gradbeno dovoljenje v Nišu dal nekemu podjetju na Cipru 100 tisoč evrov in za teh 100 tisoč evrov ni bilo ničesar narejenega. Potem je pa dal drugemu podjetju 3,7 milijona evrov in je to podjetje to storilo. Teh 100 tisoč evrov je pač nekje zginilo in to so pojasnila, ki jih slovenska javnost terja. Je pa popolnoma jasno, da ko nekega politika dobijo na laži oziroma na spolskih tleh, da je najlažje reči, da je to politična gonja. Ampak tudi pri Janši je bilo tako, ne? Samo je tudi dejal, gre za politično pripadnost. Samo, če smem sam dokončati, zato jaz nisem prekinil. Torej, jaz to njihovo tezo, da gre za politično gonjo, razumem predvsem v naslednjem smislu. Gre za, se bo zdaj nenavadno, ampak za krepitev Zorana Jankovića. Bolj, ko se bo poudarjalo, da gre za politično gonjo, bolj ga bojo njegovi podporniki podpirali. Bolj bojo rekli,
trdno stopimo za njega in ga Gospod podpremo. Möderndorfer. Glede, gospod Tonin je uporabil dve besedi. Eno je, da je primerjal seveda gospoda Jankovića z nekom, ki pravzaprav je v postopku in ni hodil na sodišča. Gospod Janković pa na sodišče v zvezi tem, kar pravzaprav govorite, sploh še ni bil niti povabljen. Kamor pa je bil in kader je bil, je vedno bil tam. In drugič, tisto, kar je bolj pomembno, govorite, da gre za, da so ga dobili na laži. Kakšni laži? Konkretno, o čem govorimo? Torej, že nekdo obsoja in razsoja že vnaprej. Jaz mislim, da v tej državi so organi, ki lahko to o tem odločajo, ko imajo za to dokaze in ko bojo postopki prišli na vrsto. Prepričan pa sem, da ko se bo gospod Janković dobil povabilo, se bo odzval na vse potrebne organe in bojo tam tisti, ki bojo seveda poklicani, da o tem odločajo. Gospod Tonin, potem gospod Kožihova. Na laži. Gospod Janković je rekel, da gre, recimo, če da je zdaj primer Stožic, pa gre pa, ne, da gre za popolnoma transparenten posel. In zdaj vi vidite tukaj, da recimo obstaja na eni strani Grep, ki ni poplačal še niti svojih podizvajalcev, a hkrati ta isti Grep posoja nek denar drugim podjetjem, ki se potem na koncu znajde na računu županovega podjetja. To je za mene enostavno laž. Če ti rečeš, posli v zvezi s Stožicam in Grepom so popolnoma transparentni in jasni, na drugi strani so pa takšna dejstva. To se morate strinjati. Vi morate, gospod Tonin, eno stvar razčistiti. Prvič, sploh ne poznate projekta Stožice, poznate samo dejstva, ki jih berete iz časopisov. Dajte možnost, seveda, da si najprej preberete vse, kar je v zvezi z zasebnim javnim partnerstvom se dogajali in kakšni so bili postopki. Od leta 2007, pravzaprav, ko so vsi postopki zasebno javnega partnerstva tekli, je minilo kar nekaj let in vmes se je ogromno stvari zgodilo. Zato jaz upam, da veste, kaj govorite in trdite, ker ti to ima seveda vse svoje posledice. Samo je, ampak desen stavek, potem gremo naprej, še dva gosta sta, ja? Najlažje človeka diskreditira tako, da mu rečeš, da nima pojma in da nič ne ve. Jaz lahko gospodu Möderndorferju vse zrecitiram, kar hoče, ampak nimate časa, lahko pa, če hočete. Bomo na tej točki prekinili, hvala lepa za zdaj, gospod Kožuh Novakova, ko poslušamo te duele tudi tega tedna. Kaj je gospod Janša rekel, politična gonja v zvezi s Patrijo, gospod Janković pravi, zdaj gre za politično gonjo zoper mene. Kako gledate na te zadeve? Gospoda Jankovića ste podprli ta teden, sicer mu še vedno popolnoma zaupate tudi na ta razkritja Dursa, kot tudi na sodno preiskavo in torej, da je tudi on poleg Janše v kazenskem postopku? Najprej bom to rekla, da so ljudje izjemno žalostni. Zaradi tega, ker izgubljajo politiki energijo med sebojnih obtoževanjih, to je izjemno slaba politika. V taki godli smo, da smo pričakovali prebivalci, da bodo politiki stopili skupaj in dali tudi možnost nekomu, ki se je izkazal kot podjetnik, ki rešuje. Pa mu dali možnost, da bo lahko z njimi vred, z njihovo pomočjo voz iz blata potegnil. Povem vam, da vlečete voz v blato naprej zaradi tega, ker je enostavno 20 let, ki ste jih imeli na razpolago za učiti se politike, jih niste izkoristili za drugega, kot za to, da je vsak v svoj žep potikal. Ne more biti pravne države, če imamo predsednika vlade, ki je mednarodno obtožen. Pa kaj bi moral recimo predsednik vlade in šef opozicije ta trenutek narediti? Sprejeti odgovornost in odstopiti? Ne, to bi že zdavnaj moral. Zato, ker dober politik, in jaz mislim, da gospod Janša si želi biti oče naroda. Dober politik mora pred taki obtožbi, jaz ne vem, če je kriv. Je pa obtožen, to je tudi bistvena razlika od Jankovića. In potem, ko se dokaže, da je ali ni kriv, se lahko vrne. In to z velikim. In bi ga, jaz vam povem, več kot 50% Slovencev bi ga podprli zato, ker nobenemu politiku več ne zaupajo. In to tle manjka ene politične modrosti. Aha, hvala lepa. Gospod Makarovič, se strinjate s tem, kar je gospod Kožuh Novak povedala in seveda pod vprašanje tudi, ko govorimo o tem kazenskem postopku, od tega tedna je tudi gospod Janković v kazenskem postopku in to je bila dilema tudi ob sestavljanju koalicije, ko je predsednik vseh državljanov, gospod Tirk, moral nekako zavrniti Janšo, ker ni imel te legitimnosti ravno zato, ker je bil v kazenskem postopku. Ja, drži. Predvsem bi bilo kot prvo dobro obravnavati vse politike po enakih kriterijih. Torej, če tisti, recimo, ki so trdili, da bi se moral Janša umakniti zaradi obtožnega predloga, potem morajo zdaj tudi najprej zagovarjati, da mora se tudi Janković umakniti zaradi začetka preiskave, ker zadeva je v resnici, v tem smislu analogna. Teče polnomočna sodna preiskava, to so povsem primerljive stvari. Je pa zanimivo, kako se praviloma takrat, kadar ga kdo na desni strani polomi ali pa domnevno polomi,
ne, slišimo kritike, kako grozen je mogoče Janša, kdo ve kdo recimo, ne, kadar ga pa polomi kdo na levi, pa slišimo, kako so politiki nasplošno grozni. Ne. Torej ni neke načelnosti, to je en zanimiv fenomen. Torej ni neke načelnosti, ko gre za našega šefa ali pa drugega šefa. Jaz upam, da boste vprašali, naprimer, ne, tudi kdaj v priliki predsednika Türka, kako komentira to situacijo, oziroma ali bi v tej situaciji predsednik Türk smo že naslovili vprašanje, nam pa nismo še dobili. Mandat. No, to bo zanimivo videti, da ima ta odgovor. Kako komentirate, gospod Möderndorfer, točno ta konkreten primer gospoda Türka, ko je recimo odrekel gospodu Janšu legitimnost, ker je bil v kazenskem, zdaj se pa lahko zgodi, da gremo prej na volitve in bo morda v isti dilemi tudi pri gospodu Jankoviću, to je pa lahko problem. Kadar govorimo o primerjavah, potem počakajmo, da se bojo enake stvari tudi zgodile. Ne? Gospod predsednik bo to možnost imel narediti takrat, ko se bo kaj takšnega zgodilo. Je pa neverjetno in kako z lahkoto nekdo vedno kar naprej ponavlja in tudi žal moram reči, da sem razočaran, da za to mizo to poslušam, kadar ga nekdo polomi, ne? Torej že prihaja neke trditve, da ga je nekdo polomil. Teče predkazenski postopek, ne? In se pravi tisto, kar pravzaprav se še more dokazati, da je nekdo res ga lahko polomil, potem se bomo o tem pogovarjali. Ne? Pa po vašem mnenju gospod Janković ima prepričljive recimo argumente tudi ta teden, da je z dokumenti, ker gospa Spomenka Hribar, spomnimo se, je rekla, gre za kriminalno ovinkarjenje, naj gospod Janković pokaže dokumente. Lahko bi jih pokazal in potem tudi morda ob tej domnevi nedolžnosti, seveda, dokler ni nekaj dokazano, ne moremo soditi, da bi vendarle lahko javnost bolj zaupala. Glede, zdaj, vprašanje je zdaj seveda, kaj me sprašujete. Če govoriva o dokumentih davčne uprave, je seveda tisto, kar smo vsi uspeli videti, ne, in še to polovičarsko tiste dokumente, so te seveda za mene, to za mene ni noben dokaz, zaradi tega, ker prvič niti ni dokončen dokumenti, kar je najbolj pomembno, ko mi kličemo davčno upravo, se noče izjasniti, a je to pravi dokument ali ni, oziroma govori o neki davčni tajnosti. A menite, da bi lahko bil ta dokument tudi potvorjen, ali kako? Ne, ne gre za to, ampak gre za to, da mi si želimo, da bi bil končen dokument, zato ker pa bi lahko reagirali. Zdaj pa še reagirati ne moramo, se niti ne vemo, gospod Janković ga pravzaprav sploh še dobil ni v roke. Ne? Namreč gre za to, da vsi nekaj tipamo in ugotavljamo, kaj bi bilo res in kaj ne bi bilo. Kogarkoli od strokovnjakov na davčni upravi pa vprašamo, pa prav, da tega ne sme oziroma ne more komentirati. Gospod Vakarović. Ja. Najprej, rekel sem polomi oziroma domnevno polomi, velja za vse. Tukaj je treba nekako seveda ločevati dva vidika odgovornosti. Eno je kazenska odgovornost. To je tista, o kateri presoja sodišče. In seveda tako Janša kot Janković, kot vi, gospod Möderndorfer, kot jaz, smo vsi nedolžni. Veljamo za nedolžne, dokler nekomu sodišče ne izreče obsodilne sodbe, ki je pravnomočna. To je to. To velja za vse. Tako da v tem smislu kaj pa ostalo, kar se pa javnosti volivcev tiče? Drugo pa je seveda tista javna presoja, sodba, ki jo izrekajo državljani, ki jo izrekajo volivci. Tukaj pa seveda velja pogosto obratna logika celo, v smislu toliko časa si kriv, dokler ne dokažeš, da si nedolžen. In na to je Spomenka Hribar govori, če dovolite, ker vključujemo. In tukaj bi dejansko, glede na to, da je Janković tukaj, bom rekel, obtožen tukaj konkretnih stvari, recimo. Jaz mislim, da bi on brez težav lahko, če pač ima argumente v rokah, na te konkretne stvari tudi jasno odgovoril. Tukaj je v malo lažji situaciji, kot je bil recimo Janša, ki se mora braniti zato, ker je storil na neznan način, na neznanem mestu, v neznanem času. Pri Jankoviću je stvar dosti konkretna, zato tudi mislim, da jo lahko zlahka komentira in se reši iz tega, če ima argumente in dokumentacijo. Gospa Kožuh-Novakova, kako komentirate to? Je seveda za zaupanje potem in tudi neko zelo pomembno sporočilo ljudem gre, koga zagovarjati, kaj je prav v tej družbi, kaj ni. Smo preveč, nenazadnje tudi Slovenci, potrpežljivi, ko gledamo vse te zgodbe? Absolutno preveč. Tudi mi, volivci, smo krivi, da se to dogaja. Zato jaz močno pričakujem, da tisti, ki mu bo dokazano, ali pa jaz mislim, da je, bom tako rekla, da etično bi bilo, da ko je politik nečesa obtožen, odstopi, dokaže svojo, to, kar sem že prej rekla, svojo nedolžnost in pride nazaj. Če pa dajejo politiki, ki so 20 let v politiki, tak zgled vsem prebivalcem, to se pravi, vse je dovoljeno, potem seveda prihajajo v parlament tudi ljudje, ki imajo malo bolj, recimo, malo bolj druge interese. Ne, bom rekla, malo bolj liberalne pojme o tem, kaj je prav, pa kaj ni prav. Če je gospod Janković kriv
potem bo mogel odstopiti in jaz upam, da bo to ljudstvo končno začelo sankcionirati. In je to tudi že napovedal, ne, gospod Möderndorfer? Ja, je že povedal. Ja, jaz mu toliko pa verjamem, ker sem ga jaz podprla, da bo res to naredil. On je povedal, če mi boste lahko kaj dokazali, bom odstopil. Gospod Tonin. Jaz bi mogoče v tej debati še dodal to, da v tem trenutku so praktično vsi predsedniki parlamentarnih strank v nekem postopku, z izjemo naše predsednice, ki je še edina, ki ni v postopku. Ampak zakaj se je v tem tednu to govoril o Zoranu Jankoviću? Zaradi tega, ker je on v času volilne kampanje govoril, da bo deloval drugače, da bo z nekimi drugačnimi principi deloval. In veliko se je govorilo, da bo Pozitivna Slovenija konstruktivna opozicija, ampak danes od tega ni ostalo nič. Pozitivna Slovenija nasprotuje zlatem pravilu, veliko težav je v parlamentu, skratka, vse je narobe, kar dela ta vladna koalicija. Zelo smo se trudili z zakonom o uravnoteženju javnih financ. Končujem zdaj, ja? In zato jaz hočem gospe Kožehovi pojasniti, da ta vladna koalicija se je nekaj trudila, ampak enostavno neke pametne podpore strani opozicije žal ni. To, kar vi pravite, da ste pričakovali, na tej točki bo pa treba končati, ker to je nova razprava. Začel delovati drugače. Ne, jaz sem samo ena od volivcev, ampak resnično in še vedno pričakujemo. Ljudje božji, nehajte se med sabo energijo porabljati za iskanje napak. Tudi vam. Gospod Möderndorfer, v enem stavku pa potem še eno vprašanje za vas, končujemo, zdaj pa res končujemo. Konkretno na to konstruktivnost tudi opozicije, največje opozicijske stranke. Kar se konstruktivnosti tiče, že vsi v parlamentu so več ali manj in tudi mediji sami ste poročali o tem, da se ta Pozitivna Slovenija za razliko od vseh ostalih opozicijskih strank je drugače obnašala. Smo bili konstruktivni in smo določene stvari tudi z vašim začudenjem celo podprli ali pa drugače reagirali kot druge stranke. Vendar, treba pa je vedeti, da smo še vedno opozicija in kot opozicija seveda delamo nadzor. To je pa iluzija, kar pomeni, da je Janković ta teden izpostavljen zato, ker je Pozitivna Slovenija to govorila. Sej ni res. Izpostavljanje... In na začetku, prosite, to vas moram prekiniti, ste omenjali tudi medije in tako naprej, pa vendarle, kje vidite potem vi tudi ozadje tega, da je ravno ta teden se nagrmadilo to, kar se je nagrmadilo? Ja, poglejte, Pozitivna Slovenija, dokler je imela slabši rezultat od koalicije, je pravzaprav bila primeru. Teorija zarote, ali kaj? Raziskave so dale timing in zeleno luč, kdaj je treba vsebina dokumentov? Vsebina dokumentov, če verjamete vi v te dokumente, potem imajo mediji resne težave. To je črno na belem, Dursov dokument? Črno na belem, ne vem, kaj je črno na belem. Ko bo moj kandidat dobil zelo jasen dokument od Dursa, bomo pa lahko samo še eno vprašanje, torej pije vodo tudi, mogoče teorija zarote, spet to omenjam, to, da naj bi ključni možje tudi z ozadja res na levici, govorim, se odpovedali gospodu Jankoviću po vašem mnenju in da že iščejo novega kandidata za vodjo? Ključni možje, vi veste za njih? Ja, jaz sem ena ključna žena, sem rekla. No, ampak ta teza potem zdrži po vašem ali ne? Samo dalje ne. Hvala lepa, spoštovani gostje, hvala. In to je bil TV Klub, hvala, da ste bili z nami, sledite še Vreme in šport in lep konec tedna vam želim še naprej.